Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja prejme Ivica Žnidaršič. Red za zasluge. V imenu gospe Žnidaršič odlikovanje prevzel njen brat, magister Franc Žnidaršič. Profesorica Ivica Žnidaršič je srce, obraz in vest slovenskih izgnancev in beguncev, žrtev vojnega nasilja. Tragična izkušnja začetka druge svetovne vojne, ko so jo Nemci kot 7-letno deklico z družino izgnali iz rodne Bučke v občini Škocjan in jo nato iz takrat največjega zbirnega taborišča v Evropi pri gradu Reichenburg poslali v nemška izgnanska taborišča vse do konca vojne, jo je zaznamovala za vse življenje. Vse skozi se nesebično posveča drugim in skrbi za sočloveka. Večino svojega aktivnega dela je posvetila delovanju v Rdečem križu, po upokojitvi leta 1991 pa je vso energijo, dušo in srce posvetila boju za popravo krivic, storjenih slovenskim izgnancem in beguncem, žrtvam vojnega nasilja. Bila je med ustanovitelji Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki ga od leta 2001 tudi vodi in si vztrajno prizadeva za ohranjanje zgodovinskega spomina na genocidno politiko do Slovencev v drugi svetovni vojni ter na njihov izgon kot njeno najokrutnejšo obliko. Tudi in predvsem zaradi njene velike vztrajnosti, poguma in strokovnega dela so bile s sprejetjem zakona o žrtvah vojnega nasilja skoraj 70 tisoč Slovencem priznane pravice do posebnega zdravstvenega, socialnega in pokojninskega varstva, simbolična mesečna renta ter odškodnina za fizično in psihično trpljenje. V to je profesorica Žnidaršič vložila vse svoje znanje, voljo, številne neprespane noči ob proučevanju množice arhivskega gradiva in iskanju podatkov ter dokumentov. Vendar se pri tem ni ustavila. Po večletnih prizadevanjih in v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami je Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945 pod njenim vodstvom samo, brez pomoči države, doseglo, da je na podlagi nemškega zakona o skladu Spomin, odgovornost in prihodnost še 10.910 Slovencev prejelo odškodnino za prisilno delo, 2395 pa odškodnino za prisilno delo na podlagi avstrijskega zakona o spravi. Knjige, ki so nastajale ob tem, so nesporni dokaz njenega požrtvovalnega in neprecenljivega dela. V letu 2019 je izšla knjiga Kako smo dosegli odškodnine za prisilno delo, 4 leta prej pa knjiga Nemčija še ni plačala vojne škode. V njej in tudi v drugih publikacijah, ki naj bi bile podlaga za ustrezen zakon o pravici do gmotne vojne odškodnine, je zbrala dragocena zgodovinska dejstva in dokumente o vojni škodi v Sloveniji med drugo svetovno vojno, ki jih do takrat pri nas še nihče ni zbral in obdelal. Velik uspeh Društva izgnancev in priznanje njegovemu vodenju je nedvomno organizacija prvega Evropskega kongresa izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945, ki je bilo v Ljubljani leta 2009
in se ga je udeležilo več kot 4000 udeležencev iz 11 evropskih držav. Ivica Žnidaršič je naslednje leto postala predsednica Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945, leta 2019 pa častna predsednica tega odbora. Ustanovitev Evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma v Brestanici, uspešna prizadevanja za ohranitev in obnovo nekdanjega zbirnega taborišča pri gradu Reichenburg, številni članki, predavanja, knjige, razstave v okviru Društva izgnancev, vse to nosi neizbrisen pečat prizadevanj Ivice Žnidaršič za spomin in opomin na tragedijo slovenskega izgnanstva. Profesorica Žnidaršič je za svoje požrtvovalno in človekoljubno delo prejela številna domača in tuja priznanja. Za izjemne zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja se ji Republika Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, spoštovani nagrajenci oziroma odlikovanci in vsi prisotni. Vse je bilo povedano dejansko v nagovoru o moji sestri, ki je pač dobila to državno odlikovanje, zato tega ne bi ponavljal, moram pa povedati, da mi je v čast, da sprejemam njeno odlikovanje in se v njenem imenu lepo zahvaljujem. To je vse. Hvala, magister Žnidaršič. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači uročil državna odlikovanja red za zasluge Robertu Waltlu za izjemni prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokaustu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti. Red za zasluge Ivici Žnidaršič za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja. In medaljo za zasluge Valeriji in Ivu Čarman za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke. Robert Waltl, rojen leta 1965 v Slovenj Gradcu, se je v slovenskem gledališko-lutkovnem prostoru uveljavil kot igralec, režiser, lutkar in umetniški vodja. Predsednik Republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači Waltlu vročil državno odlikovanje red za zasluge za izjemni prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokaustu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti. Gospod predsednik, počaščen sem zaradi visokega priznanja, s katerim ste me odlikovali. Upam si trditi, da je to potrditev ne le mojih prizadevanj, da bi svojim delom oplemenitil življenje v naši državi, ampak priznanje naši popolni različnosti, pa tudi želji, da bi svojim delovanjem prispevali skupnosti, v kateri živimo.
Valtl ni samo direktor mini teatra. Tako ali drugače deluje na gledališki sceni več kot 30 let. Ena najbolj fotogeničnih ljubljanskih uličic, Križevniška ulica, ima za sabo bogato preteklost, saj so tu bivali številni velikani slovenske kulture. Skupaj z mini teatrom pa je ponovno eno od središč kulturniškega ustvarjanja v prestolnici. Del življenja pa sem posvetil tudi raziskovanju svojih judovskih korenin. Kot se, kakor je videti, dogaja večini, sem klic preteklosti začutil v zrelih letih. V Sloveniji velja splošno prepričanje, da se je holokavst dogajal nekje drugje, ne pri nas. Skupaj s strokovnjaki in entuziasti sem se podal na veliko avanturo raziskovanja zgodovine judovske skupnosti v 20. stoletju. V prostorih mini teatra sem tako postavil spominski center, nato pa ustanovil Judovski kulturni center, katerega namen je ohranjanje spomina na najstrašnejše dogodke zoper človeštvo na našem pragu. Red za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja in medaljo za zasluge pa je prejela Ivica Žnidaršič, ki je 4 leta preživela v različnih koncentracijskih taboriščih, kjer je izgubila brata in očeta. V boj za popravo krivic žrtvam vojnega nasilja in njihove pravice se je dejavno vključila po upokojitvi leta 1991. Od takrat je okoli 70 000 Slovencev po različnih zakonih, domačih in tujih, uspešno uveljavilo svoje pravice o poplačilu vojnega nasilja. Mi je v čast, da sprejemam njeno odlikovanje in se v njenem imenu lepo zahvaljujem. To je vse. Zakonca Čarman pa sta svoje življenje posvetila junakom 3. nadstropja, otrokom, ki se borijo z rakom. Da ne bosta živela le zase, ampak predvsem za druge, ter da bosta del svojega življenja poklonila bližnjim, sta se odločila že pred skoraj 30 leti. Začela sta s pomočjo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici. Že več kot 20 let pomagata družinam in otrokom na otroški onkologiji. Gotovo nam je to povezovanje z otroci doma Matevža Langusa v Radovljici dalo neko začetno pot, ki nam je kasneje prinesla še vse ostalo, kar je povedala gospa Suzana, in ne nazadnje leta 1998 prihod na oddelek, ki je bil zame osebno najbolj travmatična izkušnja življenja, in stavek, da tja ne bom stopila zagotovo nikoli več. Čarmanova sta prejela odlikovanje za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke. Kot obljubljata zakonca, dokler bosta v formi, bosta z njuno tradicijo nadaljevala.